Mislim, da je treba iz vsake zadeve, ki je jasno zelo boleča, zelo konfliktna, slaba, to, kar se je zgodilo šoli, to ni prijetna zgodba, to, kar se je zgodilo dijakinjem, to še manj prijetna zgodba, ampak ne nazadnje velja zadevo usmeriti, vsaj iskati nekaj pozitivnega v tem, to pa je izkušnja za vse ostale, ki tudi niso bili popleteni, to je zavedanje, da nasilje med mladimi je problem, o katerem moramo govoriti, predvsem pa preventivno delovati, in tukaj je vsak poklican na svoj prispevek k temu, da tako da predlagam, da pa zadevo usmerimo, če se je že zgodila in je boleča za nekatere, dajmo vsaj v pozitivno smer usmeriti, da bomo previsili, kaj lahko sami naredimo za to, da bo tega bodoče manj. Ravnateljica srednje gradbene šole je tudi povedala, da je zloraba informacij povzročila škodo tako ugledu dijakov šole kot zaposlenim. Informacije so bile skrajno zlorabljene, zato smo se mi tudi odločili za pisno podajanje informacij. Na POP TV smo za oddajo Trenja poslali vso potrebno dokumentacijo, vendar so nasilno vdrli v šolo. Mene takrat ni bilo na šoli, žal so izjavili, da sem se skrila, se nikoli v življenju ne skrivam pred nikomer in pred ničemer. In iskali dijake po parku, da bi dobili neko izjavo, ker smo takrat imeli dan obveznih izbirnih vsebin, smo imeli na šoli samo nekaj dijakov, ostali so bili na različnih aktivnostih po Sloveniji in prav so jim prišli, pač kdorkoli je v parku bil, našli so dijaka, ki je povedal, da so učitelji gledali skozi okna in ne ukrepali. Pokazali so tudi vsa okna zbornice, kot da je vse to, kar so pokazali, da so to okna zbornice. Zbornica ima na dvoriščno stran samo 2 okni in nikakor ni možno, da bi učitelji gledali skozi okno in ob tem ne ukrepali, torej nobenega učitelja ni bilo. Če bi pa že kdo kadarkoli zaznal kak incident, bi prav gotovo takoj odreagiral, vendar ko bi prišel na dvorišče, bi 2 minuti oziroma minuta pa pol, kot je pretep trajal, že minil, tako da je bila to skrajna nesramna informacija in zloraba učiteljev. Hkrati pa smo ugotovili v resni analizi in preiskavi teh izjave, da dijak, ki je to povedal, sploh ni bil dijak naše šole, ampak se je takrat pač nahajal v parku, ura je bila 1, POP TV je našel dijaka, ki je pač to z veseljem povedal, da so učitelji gledali skozi okno. In nas je res skrajno prizadelo in presenetilo, da si televizijska hiša lahko privošči javno interpretacijo dogodkov, ki jih prej ne preveri. Omenjalo se je tudi, da je takšno napihovanje informacij že sprožilo tudi umetno ustvarjene nasilne situacije. Prav gotovo, zato ker bo dijakom postale te stvari zanimive, se bodo posneli, dali posnetke na spletne strani, ker prikazovanje nasilja velikokrat tudi napeljuje k nasilju. Ali pa se dijakom zdi to zgolj zanimivo, kar je v teh najstniških letih morda celo razumljivo.